Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Letos mineva okroglih 10 let od smrti Ljubena Dimkarovskega, znanega glasbenika, ki je velik del življenja posvetil proučevanju najstarejšega glasbila, Piščali iz jame divje babe. Pred nekaj meseci pa je med bralce prišla knjiga Maestro in Tidlibab, ki prinaša življenjsko zgodbo tega izjemnega glasbenika in vsestranskega ustvarjalca. Gostja današnje oddaje Kultura je avtorica knjige Eva Premk Bogataj, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni, dober dan. 10 let mineva od vašega zadnjega srečanja z Ljubenom Dimkarovskim. Ste rabili res toliko časa, da ste to zgodbo strnili v knjigo? Ja, pravzaprav midva sva posnela 60 posnetkov približno z snemalnim aparatom. In kar nekaj časa je trajalo, da jaz to prepišem. Zdaj vi ste tudi radijci in veste, kako to gre. Namreč en posnetek, ki je dolg 1 uro, prepisuješ lahko 4 ure. Čeprav imamo vse mogoče aparature, takrat, ko se je to zgodilo, še nismo imeli teh različnih programov, pa tudi danes niso najboljši. No? Tako da 3 leta sem samo prepisovala te najine pogovore, potem pa nekje 7 let pisala, na kar je bila knjiga že skoraj napisana in nisem bila zadovoljna z njo. Kot bivši kritik, jaz sem včasih veliko recenzirala, pisala kritike, ocene za različne medije in sem rekla, tole pa ni berljivo, je nezanimivo. In potem sem pustila vse in začela praktično v parih mesecih iz nič in napisala to, kar zdaj lahko berete, in s tem sem zadovoljna. Včasih je res, da mora knjiga odležati, kot se reče, rokopis, počakati na njegov čas? Ja, takrat mi je Ljuben rekel, ne mudi se. Sem rekla, veš, jaz tega ne bom hitro, ker delam več stvari hkrati in enostavno ni časa in tudi to ni moj medij, to je prvi roman, a ne, vendarle. Je rekel, ni problem, takrat, ko boš, boš. In če je to tako, potem pa sprejmem to nalogo. Strukturo knjige ste postavili tako zanimivo, kot neko skladbo z več stavki. Začnete s prvim z uverturo, seveda, in končate z rekviemom med zvezdami. To je v bistvu tudi cel razpon njegovega življenja, ne? Ja, tukaj je več izzivov je bilo, kako predstaviti hkrati več zgodb je v tej eni zgodbi, več različnih nivojev zgodb, ampak izziv je bil sigurno, kako predstaviti od samega rojstva do smrti nekoga, ki hkrati je glasbenik, ki hkrati se ukvarja s tem zanimivim najstarejšim inštrumentom na svetu, po drugi strani pa veš že na začetku, da bo on umrl. To je neprijetno pisati o nekom, ki veš, da umre. Konec vsi poznamo, mi to osebo poznamo, Večina Slovencev ga je slišala, če ne drugače, na prireditvah in vemo, da je umrl. In po svoje, kako napisati zgodbo, da bo vseeno zanimiva, ja, jaz sem se tukaj poslužila kar nekaj referenc tudi glasbenih. Mi je bilo zanimivo, da ta svet glasbe nekako zaživi. Videnšek je napisal, da se knjiga bere kot glasba, in da je treba poslušati glasbo oziroma jo slišiš vmes, ko bereš. Se mi zdi, da je to lepa primera. Realno pa ja, uvertura je tisti del, ki nas nekako uvede v sam roman. Jaz sem s tem hotela bralcu povedati, da zdaj se pa sprosti, tako kot se sprostiš, ko prideš v filharmonijo, se usedeš in dejansko ne moreš več ven. Tudi če želiš, bo grdo, če odideš. Tako da zdaj sediš in zdaj pričakuj nepričakovano, ker nimaš sporeda, kaj boš poslušal, kaj boš slišal, kaj boš zvedel. S tem sem hotela pa tudi doseči, da v uverturi odvrže vsa pričakovanja bralec. Bralci prihajamo v knjige s pričakovanji in si želimo tega, kar doživljamo vsak dan, si želimo tega, kar doživljamo v filmih, da je stalno nek pretres, da je pobijanje, da je seks, jaz ne vem kaj vse. Tukaj od tebe pričakujem, da se usedeš in da se umiriš in da se prepustiš, ker to bo drugačno potovanje, kot so običajno v knjigah. In tudi človek je bil, kot ga vi poznate,
zelo, zelo drugačen človek od običajnih. Ja. Ko ste omenili odhajanje, bi ga lahko razumeli tako nasplošno, vendar v vašem konkretnem primeru vi ste pravzaprav takrat vedeli, da je Ljuben neozdravljivo bolan pravzaprav, ne? In se je tudi poslovil, pred 10 leti je odšel v večnost, kot se reče, ne? Vas je to pri pisanju knjige oviralo, vam je to predstavljalo kakšno dodatno tako težavo? Na eni strani se mi zdi pomembno, da ostaneš kot pisatelj, kot tisti, ki obeležuje to zgodbo, ker vedno manj bo ljudi, ki smo Ljubena osebno poznali, vedno manj ljudi se bo spomnilo njegovega dotika, njegovega objema, njegovih las, njegove energije. In se mi zdi zelo pomembno, da kot pisatelj poskušaš ta občutek, da je s tabo, da je tukaj, nekako bralcu, bom rekla, dati ta občutek. Zdaj, bralci nekateri so ga poznali, drugi ga niso poznali. To, ne glede na to, se mi zdi, da je pomembno, da doživijo čim več, kar je v tem svetu, njegovem svetu se dejansko dogajalo. Ne samo v zvezi s piščaljo, ampak seveda tudi bolezen. Mi vsi se soočamo z neko obliko bolezni, z neko obliko minljivosti. Prej ali slej vsak od nas doživi izkušnjo raka. Zelo veliko ljudi pač, če ne drugače, oče, mama, sestra, brat, sorodniki, teta. In ta izkušnja raka te spremeni. In jaz sem tukaj pisala tudi svoje izkušnje. To, ko primaš kljuko, ko prvič primaš kljuko, ko sediš, ko gledaš, kakšen je rezultat tvojih izvidov, to so osebne izkušnje, to so težke izkušnje. In se mi zdi, da je zelo, zelo po eni strani ta minljivost ravno odpira prostor, ker pravijo, da je ženska vsaj mama, ženska, ki rodi, je vsaj enkrat med trenutkom večnosti, med življenjem in smrtjo. Torej, ta trenutek, ko rodi, gre lahko vse narobe. Danes imamo medicino, imamo podporo, včasih tega ni bilo, pa še vedno lahko gre vse narobe. In tisti trenutek je v bistvu en medprostor, ki je pri glasbi, so te medprostori, ko se dejansko različni svetovi povezujejo, ko se ta popolnost, ki je v glasbi možna, dejansko najbolj razvije. Tako da se mi zdi, da tudi ta bolezen, odhajanje, kot ste rekli, da je nekje en prostor, ki omogoča še toliko večjo čutnost, toliko večje zaznavanje bralca, poglobitev vase in zaznavanje tega, za kakšen svet, kakšen neverjetno bogat svet dejansko je šlo oziroma v kaj vstopa. Bralec je povabljen, da je del tega in seveda različno se bralci odzivajo. Ne vem, en fant mi je rekel, 3-krat sem jokal od žalosti, 2-krat od sreče. Je tudi namen neke vrste katarzičen, če se malo vrnem v preteklost. Sigurno, knjiga te mora tudi spremeniti. V knjigi bralca peljete pravzaprav skozi 2 zgodbi, ki jih prepletate. Prva je zgodba glasbenika, ki je soočen z dejstvom, da odhaja z tega sveta, ne? Druga pa je zgodba te piščali, ki po 60 000 letih najde glasbenika ali glasbenik najde njo, pravzaprav o tem bi se dalo pogovarjati. Preplet vseh teh 2 zgodb pa v bistvu je naslov Maestro in Tildebab. Ja, Maestro na eni strani zato, ker se mi zdi nepravično, da želimo nekega človeka mu postaviti piedestal in reči, to je bil on. Jaz ne rečem, da je to Ljuben. Jaz rečem, da je maestro in jaz mislim, da maestro bo živel še 100 let. Ljuben, nažalost, več ni med nami, saj ne v tej obliki, energijsko se lahko pogovarjamo, če v to verjamemo. Tildebab je pa zgodba o piščali, tako kot ste rekli, je v bistvu enega brez drugega na nek način v tej celoti ne bi bilo. No. Se mi zdi, da je pomembno razumeti, da vloga Ljubena Dimkarovskega pri sami piščali
ne pri odkrivanju piščali. Piščal je že dolgo v muzeju, ampak pri tem, da je začel na njo igrati, da je pravilno obrnil, da je razumel, zakaj so luknje, kako prijeti pravilno, da to dejansko zazveni kot inštrument. Vsa ta njegova, bom rekla, prizadevanja za to, da se je zopet postavila kost, artefakt na zemljevid, so izjemna. Zato je potreben takšen velik človek z veliko energije, veliko, bom rekla, akademskega glasbenega znanja, sigurno, in tega poguma, da enostavno reče, jaz vem, da to inštrument je in bom to dokazal. To je, mi si težko predstavljamo, mi govorimo o spremembi zgodovine v tem konkretnem primeru. Premalo se zavedamo, kakšen izjemen pomen ima ta piščal. Ta prvi inštrument, zakaj ga jaz tukaj na naslovu, zakaj sem pustila Tidal-Dibab, kot je on poimenoval, ne glede na to, da je bil inštrument odkrit, artefakt je bil izkopan pod budnim vodstvom Ivana Turka, ampak vseeno je Turk tukaj. Se mi zdi zelo, zelo pomembno to, da se pusti nekemu glasbeniku svobodo ustvarjanja. In Tidal-Dibab je tako lepa beseda, tako nenavadna, malo tudi magična, mistična. Glejte, ni je treba prevajati. Jaz, če hočem piščal prevajati, moram prevajati vse mogoče jezike vsakega drugače, tega pa ni treba. Tako da tudi prevodi, zdaj je knjiga že prevedena, bo išla v 7 jezikih, še je ostalo Maestro and Tidal-Dibab. Pa naj se tujci učijo malo še naših izrazov. Jo boste prevedli tudi v makedonščino? Se že dogovarjamo? Ja, absolutno, absolutno. Če se sprehodimo skozi glasbenikov življenja, pravzaprav moramo povedati to, da je bil doma v Makedoniji, tam je odrastel. V knjigi je pomemben tudi ta poudarek, da je odraščal v sozvočju z naravo. Zelo, zelo pomembno in mogoče je to ravno tisto, kar ga je nekako povezalo s to kostjo, bom rekla, ker tudi kost je bila najdena v naravi in percepcija nekoga, ki se giblje skozi naravo, ki zna loviti ribe, ki zna loviti živali, ki je lovec, ki je ribič, ki zna preživeti v divjini, je popolnoma drugačna kot percepcija nekoga, ki je odraščal v mestu. A veste, težko si predstavljamo, kako je uporabljati nož v enem 13. nadstropju v Ljubljani ali pa obvladati nož zato, da preživiš v divjini čudovite Makedonije. In ja, Makedonija, sončna dežela, kot se ji tudi reče, dežela izjemnih ljudi in zelo tragičnih zgodb, ne samo lepih, je sigurno nekaj, kar je njemu dalo še dodatno moč, da se je tega izjemnega izziva lotil na ta način, da danes mi lahko govorimo o najstarejši piščali na svetu, o najstarejšem inštrumentu. A veste, na eni strani imamo mi dobesedno Davida in Goljata. Se pravi, David, če karikiram, je nek majhen narod, slovenski, makedonski, kakorkoli, nek majhen prostor, ki si ne more privoščiti velikih raziskav, ki si ne more privoščiti velikih sredstev. Na drugi strani imamo Nemčijo, mi smo 30 let čakali na to, da dobi status divje babe, status kulturnega spomenika državnega pomena. Nemci so naslednje leto, potem, ko so odkrili tisto piščal v 11 koščkih, sestavili, so razglasili oziroma so to že prijavili za UNESCO-vo dediščino. A veste, tukaj si moramo mi predstavljati, da na eni strani imamo enormen aparat, ki zastopa neko majhno nemško deželico, da ohrani status najstarejšega inštrumenta na svetu. Več milijonov dobijo od tega v proračun zaradi turizma v teh majhnih zaselkih. In na drugi strani neko malo Slovenijo, neko malo Idrijo, Šebrelje, divje babe. Kdo jo zastopa? Nekaj fantastičnih znanstvenikov na ZRC-ju, v muzeju, ki verjame in ki je
vsa ta leta, 30 let, branila napade enormnih znanstvenih aparatov. Tako da je tukaj Ljuben v bistvu šel v to zgodbo. To je nekaj fantastičnega in to je tista zgodba, ki je tudi podprta s temi našimi posebneži. Slovenci smo individualisti, če to želimo ali ne. Ljuben ni bil samo Makedonec, on je bil tudi Slovenec, on je 30 let igral prvo trobento v operi. To je izjemna čast za nekoga, ki je dokazal preko svetovnih tekmovanj z izjemnimi uvrstitvami, da je izreden glasbenik, da je zelo dober trobentač. Je to velika sprememba, velika milost. Na drugi strani je pa seveda ta velik aparat, ki se mu je zelo težko zoperstaviti. Ampak jaz mislim, da z umetno inteligenco se nekaj hecnega dogaja. Če danes vpišete v ChatGPT, v Clauda, v Gemini, kateri je najstarejši inštrument na svetu, veste, kaj napiše? Ja, Tideldibab, se pravi neandertalska piščal. In ves ta aparat z vsem denarjem ne more tega spremeniti. Ljudje so že zagrabili, ljudje po vsem svetu. In tukaj ima ravno maestro oziroma Ljuben Dimkarovski izjemno vlogo in tega se ne sme pozabiti. Omenili ste, da je bil trobentač v ljubljanski operi, čeprav tudi v knjigi pišete o tem, da bi pravzaprav mu je bila namenjena vloga violinista, pa se je uprl očetu, da on violine ne bo igral. Ja, to je zelo rad pripovedoval to zgodbo. Res je, on je želel v glasbeno šolo in kot oba starejša fanta, v glavnem, mi moramo vedeti, da te prostori so glasbeni, tako kot makedonska zemlja je zemlja glasbe, zemlja plesa, zemlja dobrih vonjav, zelo diši. In tako kot pri nas, včasih se je na vsakem srečanju, bom rekla, se je pelo, se je tudi pilo, ampak se je predvsem pelo. Zdaj, seveda, njegova možnost direktna je bila pač violina je bila doma in to bi bila logična izbira, ampak on se je odločil za trobento in je rekel, če ne bo trobenta, pa nič. Grem pa domov, ne bom hodil v glasbeno šolo. Želel si je pa sam. Zelo si je želel glasbeno šolo. In je vztrajal, domačemu kraju je sledilo učenje, mislim, da v Skopju. Tako. In kasneje v Ljubljani na akademiji, kjer pa je živel skromno življenje študenta. Tudi v knjigi pišete o tem, da je 3 ure vsako jutro, sredi noči in naprej, raznašal časopis, najbrž Delo ali pa Dnevnik, nekaj podobnega najbrž. Tako. In si s tem prislužil nekaj denarja za pokrivanje stroškov. Tako. Ja, življenje glasbenika, umetnika na splošno nikjer nikoli ni bilo rožnato. Prihajajo spet časi, ko ne vem, a bo še prostor za glasbenike, razmišljamo o ukinitvah, poslušamo, da po Evropi ukinjajo razne orkestre. Jaz se res sprašujem, kako bomo imeli kakršnekoli glasbenike, če bomo to raven glasbe izpustili. Ti v jeziku, recimo, če želiš imeti govorni jezik, moraš imeti tudi knjižnega. Vse te ravni morajo biti. In seveda življenje glasbenika je ekstremno težko, še vedno. Profesionalni glasbeniki, on je takrat hkrati, torej ko se je šolal, je seveda delal, zato da je lahko plačeval. On ni imel očeta, mame, ki bi krila te stroške življenja v Sloveniji. Želel si je v Pariz, pa je bilo to nedostopno. Potem mu je oče ponudil alternativo, kaj pa če bi razmislil o Zagrebu ali Ljubljani. No, in takrat je Grčar prišel direktno iz Pariza, je nekako to francosko šolo, mehko šolo prinesel sem in potem je bila to opcija. Je pa kasneje, to je pa recimo bila zanimiva stvar, takrat se je dalo delati v operi sočasno s študijem. Mislim, da je v 3. letniku že delal v operi, igral. Ne takoj na prvo trobento, ampak potem so pa ugotovili, da tako izstopa, da ga je celo sindikat podprl. Sam je velikokrat povedal, da je sprva iskal odličnost v glasbi, natančnost,
bi rekel tako, ta zahodni način razmišljanja, dojemanja glasbe. V zrelih letih pa le še mehkobo in barve, kar se na prvi pogled zdi malce nenavadno. Trobenta je tako bleščeč inštrument. Kako ima lahko barvo, kako je lahko topla trobenta? Očitno lahko. Ja, tukaj ta moment, ki ste ga zdajle omenili, je skozi roman zelo, zelo pomemben moment. Namreč o glasbi je zelo težko govoriti. Saj vemo, da napisati kritiko o glasbi imaš mogoče 20 pridevnikov, nekje je tudi monumentalen, pa še kakšen pridevnik. Pisanje glasbenih kritik je za ozko ciljno skupino razumljivo. Vse ostalo, kar govorimo o glasbi, je pa zelo, zelo težko dojemljivo. Jaz vem, ker sem sama solo pevka, glas, že sam po sebi, biti pedagog za solo petje je nekaj nepredstavljivega, zelo, zelo težko. Ja, saj lahko s fiziko, pa lahko si z marsičem pomagaš, a vendarle, to so predstave, to je vse abstraktno, težko predstavljivo. Že to, a veste, marsikdo misli, ja, saj na klavir pa brez težav. Jaz sem tudi pianistka, osnovno glasbeno šolo sem delala in vem, da nekje sem brala 70 načinov pritiska na eno tipko obstaja. In mene je zanimalo, ko sva se midva pogovarjala in ko sem pisala ta roman, sem želela samo glasbo predstaviti na način, ki je ne glasbeniku nekaj zanimivega, da mu je blizu. In zanimalo me je, a veste, na začetku vprašaš glasbenika, kaj pa najraje igraš. In glasbenik si misli, da me kaj drugega raje vprašaj, ne? Potem naslednja vprašanja so pa ti pa že zmanjka, ne? Kaj o Kalasovi mi še pove, pa mogoče kakšno anekdoto o Beethovnu, pa vprašam ga, koliko trobent in kakšne trobente, ampak o čem se potem pogovarjava. In ta svet je pa tako kot recimo v športu. Jaz se spomnim, ko sem brala, pa velikokrat poslušala Tino Maze, ko je prišla po tekmah. To je tako nepredstavljivo, če sam nisi športnik, če sam ne izvajaš teh finez, ne iščeš teh optimalnih poti. In isto je pri glasbi. Razumeti nekoga, jaz še imam neko osnovno glasbeno izobrazbo, ampak razumeti, kaj se s temi ljudmi dogaja, o čem razmišljajo. Saj niso samo note, inštrument, vaje, koncerti, to lahko opišemo, ne? Ampak kaj on doživlja v glasbi? In tukaj se je začela pa zelo, zelo zanimiva pot. Jaz tega nisem razumela, moram reči. Razumem pa in to pa slišim, recimo tudi zelo dobro slišim klasično kitaro, ker je bil brat klasični kitarist, in trobento. To me je Ljuben učil. Jaz sem poslušala različne trobente in je rekel, a slišiš, tole je mehko, a slišiš, tukaj preveč močno, to. Tako da neke nianse začneš in v bistvu začneš dojemati in se ti odpira svet, ki ga absolutno navadni smrtnik ne pozna. Tebe v bistvu prevzamete na odru njegova karizma, šarm, lepa skladba, zato je tudi tako težko neke skladbe novejše, ki niso, bom rekla, harmonične, ki niso prepoznavne, predstaviti nekomu, ki ni glasbenika, ne? Tako da tukaj to polje, ko sva se začela pogovarjati o barvah, o mehkobi, o tem, kaj v bistvu on doživlja v glasbi, tukaj sem se jaz morala vedno bolj umikati in iskati sploh besede, s katerimi lahko glasbo na ta način predstavljaš. To je bistveno težji del za pisanje, kot pisati o otroštvu, kjer vemo, da mati peče kruh in tako naprej, a ne? Bi lahko v ta sklop njegovega iskanja glasbe umestili tudi dejstvo, da je bil zborovski dirigent, da je bil celo nesojeni pevec solist v operi, kar je povzročilo mali vihar takrat v ansamblu, in da je imel tudi skupino, mislim, da vokalno skupino Pela, s katero je zabeležil kar 850 nastopov
v 12 letih in posnel je 4 plošče. Govorimo pravzaprav o enem zelo širokem glasbeniku. Izjemno, izjemno. Mislim, takšni ljudje obstajajo tudi pri nas, zelo široki, zelo vsestranski, ampak ne rojevajo se pogosto. Zato rečem nekje na začetku knjige, da se takšen človek rodi na 1000 let. Ta neverjetna divjost, pogum, širina, raziskovalni duh, želja spoznavati novo, skrivnosti, resnico, spoznavati ljudi, z njimi nekaj novega ustvariti, to je bilo v njem imanentno. In to, da je odkrival vsa mogoča polja, praktično ni bilo inštrumenta, ki ga ne bi prijel in znal z njim upravljati. Vse ga je zanimalo, od starih inštrumentov do tega, da je izdeloval različne, iz različnih materialov, različne stvari, od stolčkov. Vse se ni začelo. To obdobje s Tidal-Dibabom je zadnje njegovo življenjsko obdobje. Sicer pa se je njegov eksperiment v glasbi, kar je na nek način za akademskega glasbenika nenavadno, ker vemo, da se vendarle drži nekih ustaljenih tirnic bolj. On je vse mogoče počel. Začel je dirigirati tudi iz finančnih razlogov, da je lahko preživel, ampak potem je pa začel pisati, aranžirati, sam skladati, različne zbore je vodil in jih vodil zelo dobro. Bil je celo nadomestni dirigent, kar je pomenilo, da vskoči, ko je potreba. To so enormni napori, enormni stresi. Dober dirigent, takoj prepoznamo razliko, a ne, jih so, ampak jih ni veliko, sploh v tem svetu. Sicer je pa še poleg tega tudi pisal pesmi, pisal skladbe, bil je glasbenik, bil je res, res širok interpret. Tako da jaz mislim, da je to idealno, da potem pride do raziskovanja tako zahtevnega glasbila, kot je Tidal-Dibab. Ker zavedati se moramo, da pred njim so že igrali nekaj tonov. 12. Tako, do 12 tonov, ampak igrali so z napačne strani. In tukaj jaz mislim, da je zahtevalo za to, da je do tega prišlo, je bilo potrebno vse to, kar je prej naredil. Tako kot če se vrnem na Tino Maze, zato da je osvajala potem kolajne v smuku ali pa v veleslalomu, je morala vse voziti. Ne? Ta širina tako velikega glasbenika je potrebna, ker tukaj je veliko improvizacij, tukaj je neznano polje. Ti nimaš učitelja, učitelj je živel 60 000 let nazaj in ga ne moreš poklicati po telefonu. Ne veš, kaj je on počel, kako je on držal, zakaj je to uporabljal. In v bistvu slediš nekemu prostoru, ki ga še niso raziskali. To je fantastično polje. To se ne dogaja v Nemčiji. V Nemčiji je inštrument shranjen v vitrini in to je to. In ga lahko gledamo. Mi imamo pa tukaj najstarejši inštrument na svetu, na katerega igra Gombač, na katerega igra Miro Božič iz vaših krajev. To sta dva virtuoza, na katerega igrajo zdaj že učenci, otroci. Morate pa vedeti, da ko glasbenik dobi ta inštrument, zdaj govorimo o rekonstrukciji, ker to je rekonstrukcija, replika lahko rečemo tudi, ampak predvsem je rekonstruiran, no tako verjamemo, da je izgledalo. Midva lahko to drživa, pa ne bova nič znala narediti s tem. In tudi pihalci, trobivci dobijo inštrument in ne vejo, kaj bi s tem počeli. To ni enostaven, res, res zahtevna, ekstremno zahtevna pot. Ja, Ljuben Dimkarovski je razvil tehniko igranja na 37 poltonov, je znal izvabiti iz tega sicer zelo majhnega inštrumenta. Zdi se mi pa zelo zanimiva tudi zgodba o tem, da je sam izdeloval te replike in ta povezava, namreč trdite nekje v knjigi, da mojster si mora sam izdelati piščal. Jaz to verjamem. Moj prednik je Vladimir Škrlak, izjemen violinist, ki je violine tudi izdeloval in od tega živel, da jih je v Lucernu prodajal po ceni, zelo, zelo visoki ceni. Marsikdo je rekel, da so boljše od Stradivarjevih. A veste, meni se zdi tako, da
moj oče je rekel, da moraš biti Schumacher und Poet dazu, se pravi, hkrati moraš imeti stik z zemljo, tvoji prsti morajo prijeti ta material, ti moraš to preizkušati. To se mi zdi takšno osiromašenje, če je tvoj edini gib, ki ga izvajaš tole. A ne? To, kar imajo zdaj otroci, da ne preizkušajo, da ne. Zelo, zelo pomembno se mi zdi to, da ti sam narediš, zato ker potem tudi neke nianse vidiš. Recimo to, da je ta cel torzijska, da je nekaj odstotkov obrnjena drugače, da ni čisto ravna. Te stvari vidiš šele, ko sam izdeluješ. Zelo, zelo pomemben moment se mi to zdi. Super, seveda, prvi korak je vedno, da kupiš, ampak to je čisto drug nivo glasbe je, če inštrument sam, orodje, tudi razumeš. Ljuben Dimkarovski naj bi izdelal kar celo 350 teh replik, preden je bil zadovoljen, preden je pravzaprav dobil svojo piščal, ne? Ja, dejansko teh replik je bilo še bistveno več, ampak midva si morava predstavljati, da les, ki ga ti dobiš, on je naročil vse mogoče lesove, z vsega sveta, različno stare, različen tip lesa, kosti in tako naprej. In ko ti les dobiš, ne veš, kaj bo notri, ne? Ne vem, 3000 let star hrast se lepo sliši, ampak ko ga odpreš, ti lahko poči. Les je živ material, zavedati se moramo, da zelo, zelo nepredvidljivo je tisto, kar se potem dogaja, ne? In to je večurno delo, večdnevno delo in seveda marsikatera piščal oziroma inštrument, ki ga je izdeloval, mu je počil. Je pa njega vse mogoče zanimalo. Zdaj midva govoriva o 350 res lepih rekonstrukcijah iz različnih lesov, čudovito narejenih. Sicer pa je on tudi eksperimentiral, se pravi, on je bil izredno vešč izdelovanja z lesom. Tukaj mu je tudi prijatelj Cox pomagal, da je najprej navrtal luknjo. Sicer pa je premikal luknje, širil, spreminjal torzijsko, torej ogromno enih eksperimentov je potekalo in številka je seveda bistveno višja, ne? Ampak marsikrat so tudi nekateri, ki jih ni dokončal. Torej, to je igranje, ne? Ne vem, v knjigi pišem tudi o tem, da se je ukvarjal z kamni, posebno tehniko brušenja kamnov je imel, kjer je kamne nabiral, on je rekel, da mu kamen spregovori in potem je odstranjal plasti zelo, zelo nežno, s posebnimi znanji, izkušnjami, občutkom in potem je vsak tak kamen imel v sebi neko sliko in razstava teh kamnov v Narodnem muzeju je potem privedla do tega, da je dobil za darilo glineno piščal, na katero je potem nekega dne igral. Torej, ta občutek za izdelavo žlic, stolčkov, vsega mogočega, res je bil zelo, zelo vešč uporabe različnih orodij, s tem, da ko se je pa loteval piščali, ga je pa zanimalo tudi, kako je neandertalec to delal. A ne? Jaz prej nisem omenila, piščal kot najstarejši inštrument odpira tudi vprašanje, kje je neandertalec v odnosu do nas, do Homo sapiensa. Prvi odgovori na ugotovitve Ivana Turka, da gre verjetno za domnevno piščal oziroma domneven inštrument, ko je to zapisal v znanstveni javnosti, je doživel napad, da vendar pa nemogoče, da bi neandertalec bil sposoben simbolnega razmišljanja. No, danes ta isti znanstvenik, ki je napadal takrat pred 30 leti Ivana Turka, in ga osamil in praktično znanstveno, a veste, kako to zgleda, če vam nekdo reče, ti bedak, kaj pa ti veš, ne? Neandertalec pa res ni ničesar sposoben, samo guguja. Ta isti človek, potem ko odkrije 70 000 staro oglje na Krimu, reče, da seveda je bil neandertalec sposoben simbolnega razmišljanja. Zdaj, ko imam jaz najdbo, je bil. Prej, ko si jo pa ti imel, Slovenec, to pa ne. Zadnji del knjige je zaznamovala pravzaprav bolezen,
tudi zadnji del življenja. Maestro je vedel, da odhaja. Tudi vi ste bili na en način sopotnik, ker je v tem času nastajalo gradivo za to knjigo. Umrl je pravzaprav v Makedoniji, ne? Ja, bolj kot jaz so bili sopotniki vsi tisti, ki so mu bili zelo, zelo blizu. Se pravi, najožji njegov krog je bila Pela. Tako kot ste rekli, zadnjih 12 let je bila to dejansko njegova družina. On je, poleg tega predtem je bila zelo močna skupina tudi Strune, v kateri je igrala žena, hčerka in tako naprej. Ampak zadnjih 12 let je večkrat poudaril, da to so pa najsrečnejša leta. Na eni strani je spelo praktično cel Balkan in še tujino, ogromno so nastopali. Po drugi strani pa ta zgodba Tidal di Baba, kjer je v bistvu ugotovil, da ima izjemno priložnost, se pravi postati prvi človek, ki glasbeno dokaže, da imamo najstarejši inštrument na svetu, da je ta kost dejansko inštrument. Na drugi strani pa ta stalna grožnja, ali jutri sploh še bom živ. In hecno je, da človek takrat, ko ve, da so njegovi dnevi šteti in da je minljiv, toliko bolj izkoristi vsak trenutek, po drugi strani pa toliko bolj upa, da ne bo še odšel. In on je resnično imel toliko načrtov, toliko želja, kaj bi še vse lahko s to piščaljo naredil. Želel si je, da bi praktično vsak glasbenik imel doma eno piščal, da bi nanjo poskušali otroci igrati, da bi se tega učili v naših glasbenih šolah. Veste, kakšna prednost je to, da ne rečem turistična prednost, da v bistvu imamo živ neandertalski inštrument. Nimamo nečesa v muzeju samo, ampak imamo v muzeju, hkrati je pa še živ, še živi. To je neverjetna zgodba. Tako da on je tukaj potem od tega, da je koncertiral v zadnjem času, do tega, da je eksperimentiral, do tega, da je poskušal predajati znanje naprej. Je pa res, ja, on je izumil nek način igranja na to piščal, ampak to ni edini način. Recimo, podobno igra Miro Božič, medtem ko Boštjan Gombač pa malo drugače igra, ne, že prijem je drugačen. Tako da zelo veliko različnih pristopov bo, različne načine iskanja tega, kaj bi dejansko ta neandertalski inštrument lahko v sebi nosil, ker midva veva, da trobenta, ko jo primeva, več ali manj nama je kar precej jasno, ne, sej večinoma je že, bom rekla, odkrita. Pri tem inštrumentu se pa soočava s tem, da ne veva, ne kaj so igrali, ne zakaj so jo uporabljali, a so sploh doživljali zvok tako kot mi, sigurno ne. A so imeli v ozadju to pravilnost tonov, CD, C-cis? Kje je tu ta fluidnost, ta neulovljivost? Je pa po svoje nekaj zelo, zelo dobrodošlega za sodobnega človeka. Sodobni človek ima vse v predalčkih. Mi smo postali predalčki. In umetna inteligenca recimo zelo, zelo dobro nagovarja te predalčke. Medtem ko neke takšne entitete, bom rekla, kot je ta kost, nam odpirajo nekaj neznanega, ne vemo čistočno, zelo, zelo se gibljamo v neznanem prostoru. In to se mi zdi dobro. V knjigi zapišete misel Ljubena Dimkarovskega, da po njegovi smrti bo svet prav hitro pozabil nanj. Sami s to objavo te knjige pravzaprav to njegovo misel demantirate. Ja, jaz upam, da ne bi pozabili nanj, zato ker za njim je ostala ogromna praznina, ogromna. Jaz mislim, da so ljudje, ki pustijo za sabo zelo velik prostor praznine. Jaz sem zelo vesela, da se glasbeniki zdaj lotevajo igranja na Tidal di Bab, tega bi bil Ljuben najbolj vesel. Se pa ne sme pozabiti, kakšno je njegovo mesto. Njegovo mesto je izjemno pomembno. Izjemno pomembno, če njega ne bi bilo, bi bila to kost v muzeju. Mi smo šli pa v bistvu eone naprej od Nemcev. Nemci imajo kost v muzeju
Mi imamo pa že glasbeniki, ki to igrajo. A veste, kakšna prednost je to? In jaz mislim, da na vsakem državnem koncertu, na vsaki državni proslavi, nujno se moramo zavedati tega, da to imamo samo mi. Res moramo delati čim več na tem, da bi otroci to vzeli, tako kot Francozi vejo, da je Lascaux njihova jama, čeprav so že zdavnaj ugotovili starejše jame s še lepšimi poslikavami, ni bistveno. Menhiri so njihovi, Stonehenge je angleški, mi imamo pa najstarejše glasbilo, praktično zibka glasbe je pri nas. Dajmo se tega zavedati in temu primerno glasba mora ostati in jaz mislim, da je to tudi sporočilo, ki ga na koncu v knjigi omenjam kot Ljubenovo oziroma Maestrovo sporočilo. Če glasbe ni ljudi, to, da je en Avsenik na tem nivoju, na katerem je, zato je zaslužna najvišja stopnička glasbe. Vsi so šolani, a veste? In če mi nimamo brezplačnega šolstva, dobro razvitega glasbenega šolstva, dobro razvite akademije in zelo dobre predstave, kaj potem tem glasbenikom mi tukaj omogočamo, bodo ti glasbeniki, ki so v svetovnem merilu vrhunski, vsi šli ven, ker zunaj pa vejo, kakšna je vrednost takih glasbenikov, kot jih mi imamo. Tako da mogoče s tem, ko se odpira ta tema Tidal di Baba, da zdaj pa lahko sprejmemo najstarejši inštrument na svetu in smo na to ponosni, tako jaz kot vi, kot mali otrok, lahko sprejmemo še to, da smo se zavezali, da bomo kot zibelka glasbe ohranili najširšo paleto glasbe. To je izjemno pomembno. A veste, vse se da narediti, glasbe ne moreš nadomestiti in brez glasbe sveta ne bo. Tako da, kot smo zavarovali čebelo kranjsko, moramo v svojih miselnostih, ko sestavljamo, bom rekla, proračune, razmišljati tudi o glasbi. Izredno pomembno. Dobro ste poznali Ljubena Dimkarovskega. Bi bil zadovoljen on s to knjigo? So mi rekli, da bi bil. Jaz mislim, da bi bil. Malo bi bil tudi presenečen, ampak mislim, da je vesel. Ja. Jaz nekje verjamem, da se z njim pogovarjam. Velikokrat sem ga vprašala, ko sem kaj pisala, kako bi pa ti to. Mislim, da bi bil, ja. Eva Premek Bogataj, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v našem studiu. Čestitam vam k izdaji te imenitne knjige in vam želim, da bi ustvarili še kaj zanimivega. Ja, je že na poti, najlepša hvala, ampak začniva s tem, tisti bralci, ki še niso prebrali knjige, jih toplo in lepo vabim, da si vzamejo čas. Za knjigo si je treba vzeti čas, za glasbo tudi in jaz mislim, da je to najlepše naložen prosti čas. Tako da hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.